Če smo zdaj pripravljeni, bolj vas lepo pozdravljam na režijskem dialogu v vrsti. Lansko leto je bil tudi prva trojica slovenskih režiserjev se je lani predstavljal. Sebastian Horvat, Jernej Lorenci in Dušan Ivanović. Danes so tukaj Mateja Kuležnik, Edvard Miller, Igor Brisson, Patricija Maničev po njimi vodo odgovor. Tako da jaz vas kar prepuščam Patriciji. Tako. Izvolite, prosim. En lep popoldne sem skupaj. Upam, da bo dovolj hladno in da bomo čim bolj ležerni. Torej, na to računam iz vaše strani. Jaz sem se tako zamislila na tale pogovor. Kaj je režiser? Je lažje premišljevati o tem vprašanju, če si najprej odgovorimo, kdo je. Za mnogo je režiser avtor. Nekateri režiserje ocenjujejo potem, ko sprejeten je pri odgovarjanju teksta. Jaz recimo ne vem natančno, tudi približno ne, kaj ne bi to pomenilo. Potem so tu specialisti za Shakespearea, za realizem, za opere, za postdramski teater, za odhajanje postdramskega teatra, za vodfile. Poznam režiserje, ki uprizarjajo to, kar vidimo v sanjah. Govorijo o svetu, ki ga samo slutimo. Nekateri režiserji znajo vse, nemalo govorimo o mlajših rodovih, za katere se včasih izkaže, da predolgo mislijo, kot marsikdo med nami, da znamo vse. Potem so tu režiserji z drznimi vizualnimi koncepti, prefinjeno režijsko teksturo, ki drogo zarežejo gledalčevo meso. In potem so tu režiserji, subtilni opazovalci življenja in družbenih odnosov, ki znajo oblikovati izvrsten dramski dogodek, preprosto vedo, kako izgraditi vrhunsko predstavo. To storijo večkrat, zapored. Njihova dela postanejo nepredložljivi arhitektonski stebr nacionalnih gledališč in dlje evropskih središč teatrske umetnosti. In v tej sredi naj vas pozdravim Mateja Kuležnik, Edvard Miller in Igor Brisson. Pa vsem tem, pa še o marsičem bomo govorili na tokratnem režijskem dialogu s tremi imenitnimi umetniki, s katerimi, dovolite mi, se bomo malce tudi pri poletni festivalski ležernosti kali. Kako pomembno je torej, kdo je režiser? Jaz bom najprej moram povedati, kako nas jemlje država. Mi nismo ne ustvarjalci, ne poustvarjalci, ampak potem, kako nas tretira država, smo v Ajkosu zavedeni kot spremljajoča dejavnost umetnik performativnim gledališkim, ne performativnim, gledališkim dejavnostim. Skupaj s tistimi, ki imajo tonsko opremo, lučno opremo in šraufajo odre, recimo za Janko Bičaka za poletni festival. Pravi, v nobenem primeru za državo nismo ustvarjalci. Jaz bi zase, jaz sem nevrotična gospodinja, tako da za umetnico se nisem imela še nikoli. Kaj je pa režiser, če bi to izjemno zelo zbanalizirala, je najbolj prvi gledalec ali pa človek, ki na nek način diktira fokus. Fokus meni, zase govorim, fokus, ki ga najde v tekstu, in potem fokus, ki ga zvleče v scenografijo in potem fokus v igri. To nekako na koncu se pa izkaže, da je ena od bistvenih stvari, ki jih mora imeti režiser, je to, da zadnjih 10 dni izjemno loči bistveno od nebistvenega in da ne odneha.
To se mi zdi, da je eno od najbolj bistvenih stvari, ki jih moramo imeti, ker možno je, mislim, jaz poznam zelo veliko ljudi, ki imajo večjo domišljijo, kot to imam jaz, bolj nove ideje, ampak zadnjih 10 dni pa res ne smeš dvomiti, ker ne moš potegniti vse na kup, pa tudi če veš, da letiš tako v prepad, da je to grozno, potegniti moraš skupaj. Jaz ne znam, da je režiser, razen dirigent fokusa. Veš kaj, jaz bi veliko lažje govoril o tebi, kot o sebi. To imamo na koncu. Ker moram povedati, time predstavljamo preveč intimen, ne Kolišnikov je preveč dobesedno. Ker ona tako neskončno pretirava, kada govori o sebi, da jo ne čisto dobesedno razumeti. Se pravi, umetnica ne, pa to, pa ta feeling za kompozicijo, ki imaš ti, pa tako naprej, pa vse te stvari, pa koliko si mi prostora jemljamo, da ustvarjamo vse te stvari, tako naprej. Ne bi govorili, da nismo čisto art, ne, pa to, pa samo gospodinja, pa tako. Je rekel človek, ki mi je povedal, da bi bilo zelo dobro, če bi si jaz v življenju kdaj kaj upala, pa kaj mazala. Mazala. Dosti nisem ostavljal, bom pa sam ostavil. Zdaj, jaz sem pa tudi malo kompliciran, ne, okrog tega vprašanja, zato ker sem rasel to že leta 62 iz kolektiva, ne, in sem živel v komunah in ustvarjal kolektivno in je name vedno tudi učitek, še celo že ni nedoskrat tudi učitek, pa dej bod bolj komandiraj, ne, prav sami tle moš ti voditi, ti moš ti pevati, ne prepuščati drugim, ne, jaz sem pa vedno zelo delal, jaz sem tudi svoje skupine, smo vedno ustvarjali skupaj. In moja največja težava je pravzaprav voditi ekipo. Biti komandant. Meni je živce tele, ki sedim zdajle, ki me poslušate, ker sem najrajši v dialogu, vprašanje, odgovor, potem in kompletno sam sebe sem vedno sestavljal znotraj ekipe. Jaz sem vedno naredil ekipo in znotraj ekipe kreiral predstav. Kako ste rekla, v bistvu v enem določenem trenutku ne gre drugač, to so pa tiste najbolj grozni trenutki, ki rečeš, zdaj pa je datum, ki se moraš odločiti za scenografijo, zdaj se moraš odločiti, to bo to, igralca ne pustiš več, da nori, da išče, da raziskuje, pa tako naprej, vedno te poti so vedno bolj ožje tudi, to je nekaj najbolj bolečega, se prav poslavljati, od enih stvari, raziskovanja in tako naprej, da ne govorim o današnjem času, ki je sam še fabrika in sam še produciranje. Tako da sem, tudi takrat, ko sem delal v največjih nemških bajtah, pa največjih, sem to vedno rado povedal, da sem se prišel, ker je to res norišnica. So pa večina mojih kolegov, posebno nemških kolegov, popolnoma drugačni. Oni pa sam čakajo, da so lahko, da lahko nastopijo, da lahko kaj rečejo. Včasih jih sploh ne moraš ustaviti na vajah, ker večinoma režiserjev, če govorimo zdaj o režiserju, je en strašanski ego, ki se mora producirati in tako naprej. Tudi od tega še krivo. In tako da jaz mislim, da bo primer. Možemo za Igor, izvolj. Ja. Oklepajček. V Italiji mislim, da so režiserji celo kot umetniki sprejeti in imajo ta umetniški status. Sicer začneš biti režiser od 70. leta naprej, ker je v Italiji vse mora bolj zakasneno. To je edini problem, mislim, da ga imaš, če si italijanski državljan. Mislim,
Jaz sem še malo izkušnja, sem šel peskovniku v primerjavi z njima. Je bilo elegantno povedano. Jaz se spomnim v raznih fazah svojega doraščanja, da je bil same na začetku režiser, ko sem prvi spoznal režiserja, šel v stari dobi slovenskega starega gledališča, bil en gospod, ki je ogromno kadil v zadnjih vrstah med vajo in na zelo močen diktatorski način zahteval stvari od igralcev in jaz sem vedno vezal režijo z nekim strahom. To je bila prva stika, ki sem nas jaz od režije. Zelo močna, očetovska, egomanska tudi, figura, ki je kadila. Potem s časom sem opazil, da so tudi možne druge verzije oziroma druge možnosti, kako kdo režira in kako pelješ. Jaz sem v tem trenutku zdaj, še v tej uri, sem prepričan, da je zelo pomembno to, da režiser ima eno močno vizijo, kako pripovedovati tisto zgodbo, ki ga še vedno zanima in ki ga še vedno fascinira in da je v bistvu nositelj neke odgovornosti do celotne ekipe in tudi do umetniške plati, ki jo pač hoče ki hoče videti na oko. Se mi zdi, da je odgovornost v tem glavni indikator tega, kar ne pomeni, da ni zabave, če je odgovornost. In da si dovoliš tudi soustvarjanja. V enih trenutkih se mi zdi, da absolutno je nujno soustvarjanje. Jaz nisem živel v komunah, je žal. Meni moji generaciji manjkajo do teh stvari. Mi smo že, ste že vse vzeli dalje in lahko samo citiramo, stvari, ki jih nismo doživeli. Tako da lahko tudi soustvarjamo, v enih trenutkih pa je treba znati tudi prevzeti. Je pa res, da ni več potrebna figura režiserja, ki vse ve, in da je igralec marioneta, ker se je pač teatr tudi razvil in tudi svet je tako kompleksen danes, da ne moreš, mislim, je nemogoče, da eden ima odgovore za vsak argument. In tega je dobro pristopati v dialog. Hvala. Zdaj, ko sem razmišljala o vas treh in v vašem delu, mislim, zagotovo imate vsi tri skupno to, nekateri zaradi študija, drugi zaradi dela, germanski štih, prostor, kjer ste se izobraževali in kjer tudi delate. To je dobra referenca, ne? Je še dobra referenca? Mislim, meni, zdaj, ali je to posledica tega, da so nemško govoreči prostori, kjer je gledališče izključno vezano na budžet in na državno stvar, ker je moje globoko prepričanje je, da je neodgovorno, cinično in nesramno govoriti, da lahko teatr preživi na trgu, če je dober. To so absolutno predrage in prevelike strukture, ki bi lahko živele samo od PR-a in od tega, da teatr ima samo dežele, relevantni teatri imajo samo dežele, ki ga resno obravnavajo na budžetu. Kako so te sistemi urejeni, imajo ansamble za vekomaj, se pravi, so ansambli tako kot pri nas, da so v trenutku, ko prideš v službo, pa si do penziona, lahko v isti hiši, če se ne odločiš drugače, ali je to tako, kot imajo v Nemčiji urejeno, da se pravi, da se ansambli in kompletno umetniški stav menja z novim umetniškim šefom, je to se ne spuščam, ampak mogoče, jaz ne vem, ali je to samo zato,
Nemci imajo preprosto relevantno gledališče zato, ker si ga privoščijo, zato, ker ga budžetirajo in zato, ker svojo publiko nenehno vzgajajo, da lahko gleda izjemno zelo različne umetniške zvrsti in se pri tem ne zgraža, da ta Aida ni Belen in torej ni Aida. Pa najbolj je nekaj tudi, jaz imam zelo rada njihovo estetiko, tudi poetiko režiserjev, malo manj imam rada način, kako nemški igralci igrajo. To pač, mislim, v tem smislu sem jaz tako, da germanoljub, za razliko od njega, ki je tam dol zrasel, ti potem v službo hodil, mislim, v šolo hodil. Ja, sam neki brez pretiravanja nekaj je rekel, ker je res, ker nekaj tri stvari imamo res skupnega. Jaz imam velik respekt, veliko spoštovanja in tudi zadnji čas veliko govorim tudi o njemu, kot enemu primeru. Vsi trije smo dolgo rabili, da predno smo se spustili v režijo. Veliko smo prehodili. Ona je asistirala dolgo, se pripravila dolgo, da je bil tak proces. Predno je stopila pred celim aparatom in rekel, zdaj bom pa naredila predstav. Igor je od mejkega začel, se učil in naredil en strašni konkurenci, strašanski konkurenci. Je dobil na enih najboljših evropskih šol je dobil ta študij, ki je še celo najboljše šolce niso si dokončali. Operno režijo. In zdaj nekaj fantastičnega, ki je res zasluži vas respekt, kljub temu, da je pred kratkim delal opero v HNK-ju režiral, in to zelo uspešno, ampak pozabil, veste, kaj je tukaj naredil, Trst mesto v vojni in tako naprej, predstave, ki jih je Trst delal, bo on letos hospitiral v Salzburgu, kljub temu, da so mu ponudili še celo asistentov. Zaprav, on gre letos, kljub vsemu temu gre hospitirati v Salzburg. Zaprav, njegov študij, in to služi čisto enostavno en respekt. Glede na to, da imamo tle v Sloveniji en obraten fenomen, da enostavno ljudje z akademijo stojijo tle pred Igorjem in potrkajo vrata in reče, jutri hočem tle pred tebi režirati. Imam tle diplomo v roki in hoče tako že biti na veliko modro, pa tako naprej. Ker se v noben drugi državi ne dogaja. Se pravi, ta selekcija, ta izbor, ta dolg študij, ki je potreben pravzaprav, ne samo končana akademija, zato tudi moja pot je bila taka, da od igralca do poskusov, In dejstvo je, da režije ne moš vaditi doma, ne? Tako da je... To pomeni, da moraš takrat na vrata ravnatelja oziroma direktorja. Ne, hočem govoriti, da prehodiš dolge poti, in je potrebno. Zato, ker vseeno, kad smo govorili, da prevzameš odgovornost, kot je Igor rekel, odgovornost pomeni tudi, da ne obsojaš po tiste ljudi, ki ti to in to niso naredili, pred javnostjo, reči, to ni naredili, zato malo predstavljam štima, ampak prevzameš odgovornost, korigiraš tam, ker ni, oziroma se moraš tudi nekaj spoznati na scenografijo, na kostume, na igro in tako naprej. Na koncu luč, vsak reflektor moraš poznati. To je v bistvu dost stvari, ki se ne vidijo, ampak je to ena dobesedno po 2 mesecih študija smo izmučeni dobesedno. Tisti prvi teden je tako, da ne ve zase, to si izčrpal. Ker moš na tolikih nivoljih čistih paziti. In še v drugi strani so tudi organizator, pozameš organizacijo. Mogoče bi bilo zanimivo v tem smislu, da omeniš, ko sva se pogovarjala, to, kar si ti imel na akademiji, pa tukaj mislim, da ni ta coaching, če so vaje bistveno krajše v Nemčiji, niso popoldanske oziroma dopoldanske večerne. Ne, zdaj so... Kako to strniti 4 ure, ne? Mislim bilo tako, jaz sem začel, je bil za nas največji šok da mi smo imeli vaje z igralci, nekateri so tudi že to študirali
In prisoten z nami je bil coach, ki je skušal Coach dvoje, coach igralčev? Moj, ki je coach mene učil v bistvu, kako komuniciram jaz z igralcem, da bo vaja čim bolj efektivna. Kar je bilo za prvi dve leti obupno, ker poleg tega, da ne bil to moj jezik, so oni zahtevali, da si ti jasen, da stvar spelješ, da si komunikativen, da ne izgubljaš sploh neumnih ur v ne vem kakšnem druženju. To seveda ne, da bi uničili tudi kreativni proces. Obratno, da bi tudi režiser znal tako dobro formulirati določene stvari, da znaš vzbuditi v vsakem igralcu ravno to, kar igralci sem trenutno. In to je pravno vsako vajo, je precej zahtevno, ker meni je to na začetku zelo ustavljalo, da bom jaz zdaj imel nekoga, ki mi reče, ne, stop, tisti je razumel to, on je razumel drugo, tretji pa sploh ni razumel, kaj si ti rekel, če bi ti jasno povedal za vse, na drugačen način bi vsi razumeli in bi šli naprej izvajati. In to so začeli delati, ker nekatere gledališča, vsa so začeli precej krajšati ure vaji, ker igrajo pač vsak večer, da si efektiven. Jaz sem gledal paralelno vaje režisera, ki ga vedno cenim, ki je Luke Perceval. On dela po 4-5 ur na dan. In vaje, kljub temu, da ima on njegov stil, zdaj sicer ne dela več, kot je delal enkrat, so bile vaje zelo efektivne, zelo dobre in vsakič si ti videl korak naprej. Da se to vedno spreminja. Hotel sem samo eno fusno tudi. Jaz mislim, da je eno od bistvenih stvari, ki smo mi dolžni narediti, res dolžni narediti, je atmosfera. Ne samo na vajah, ampak tudi atmosfero predstave. In režiserji to delamo zelo različno. Jaz recimo sam 200 krat preveč. In s tem, on tudi, ne. Poznam pa kolega, ker sem ga poznal, sem gledala njegove vaje v Münchenu, jih je pa 20 minut spuščal in še spuščal, isti prizor je pustil 5-krat, 7-krat čez, na kar se je zaletel na oder enkrat in je povedal uno bistveno stvar, ki si jo je tolikrat odvrtel, da se mu je ščistila in je povedal enkrat, mi imamo izjemno zelo različne načine, ki so zelo vezani na to, kakšni cases smo. Ampak nujno pa je, da v končni fazi, igralec, ki ne more biti v moji glavi, to je eno od strašnih stvari, ki sem jih morala pogledati, da noben ni v moji glavi, posebej, če to zmedena, kot je. In da se moram potruditi preprosto nekako to ven dati, ker je včasih je tako, da ti oddajaš na valu 202, slušaj pa tretji program. In se pogovarjamo, v principu se pa ne slišimo. In to ni zato, ker se ne bi hotli. Zato, ker je ta fine tuning se zgodi pač, kot se zgodi. Jaz mislim, da je tega, ker ko postaviš nekaj na oder, ni tako važno tisto vprašanje, kaj je, kako, ki je vedno težko prevajati v tistem trenutku. In rabiš zaradi tega vse možne metafore, vse možne fore, vse možne načine, zvoke, medmete, mislim, karkoli se že da si potem... In tudi manipulacijo, in tudi začarati, in seveda tudi to reči. Te metode so tako različne, da vse mi v teatru, jaz vse življenje upiral proti sistemom, načinov in tako naprej. To je nova, čista sistemni način. V 40 letih vam lahko povem, da sem doživel take ekstremno različne načine, kako režiserji ustvarjajo, da sem doživel intelektualca, filozofa, ki je en mesec za mizo tako delal intenzivno z razgovori in vodil bralne vaje za mizo tako fantastično, da so se igralci, takoj, ko so stopili v prostor, sami znašali s pomočjo enega asistenta, ker nič več vedel v režiji kot sam režiser, ker je enostavno ni vedel, ni tudi absolutno nobenega talenta, kako jih bi postavil. Za mi za sceno. Za nič.
ampak je bilo eno od največjih predstav, kad smo imeli zgodovini gledališča, enostavno na koncu. Se pravi, on je za mizo postavil fundament, seveda, pogoj so spet kolektiv. Kompletno si. Če enega igralca, ki ne bi tukaj mogel ga motivirati na ta način, ki ga ne bi mogel premakati, to ne bi šlo. Tudi taki, ki so nazadovali na koncu, recimo, ki so niso znali s takim behrtnikom teorije in tako naprej, so jih drugi igralci povlekli noter in je nastavili tam račno predstavo. To se pravi, ali pa nekdo, ki je nekdo, ki jogo dela, pa dihajne vaje, pa meditira na vajah, pa ne vem, pa čisto enega drugega konca, z intuicije. Čiste, ker ne zna 2-3 stavka analitičnega takega stavka vrš, ne zna nič. Pa popolnoma z enega drugega konca pripelje vse do istega fantastičnega rezultata, kot z enega drugega konca. To se pravi, ni enega recepta, ni modela, ni ga rečeš samo taki, samo tako se na to delati, ali pa samo tako. Potem bom mogoče vprašala bolj konkretno, ker zdaj govorite vsi tri o načinu. Kdaj pa, recimo, pri vaših poslednjih, zadnjih oziroma najnovejših predstavah, kdaj ste vedeli, da je predstava dobila že svojo logiko, da ima svoj čas? Da ima svoj čas? Ja, da je polna in zaključena. Ne, da imaš občutek, da je predstava končana. Gde se tukaj umakneš? Ker to da trenutek, ker rečeš to je čisto različno. To je v bistvu projekta. Na Hamleta je bila čista katastrofa na premijeri. Jaz sem v velike težave v procesu dela, v kateri to so privatne, mislim, to so zadeve hitre, kakšne probleme sem imel, ampak na premijeri predstava ni bilo rojeno. In jaz sem 3 tedne sedel gor v loži in sem popravljal in sem čakal, kakšni igralci so po predstavi privožni pridati, vsi so dobili domov, pošli, niso vsi prišli. In sem, Igor, recimo, ko sem tles večkrat je prišel vedno, taki profesionalci, eni niso prišli in sem potem 3 tedne še popravljal predstavljal, pa po 3 tedni malo prav drugačna. Enkrat se pa, zdaj pa, ker sem rečel, zdaj, ker sem delal tele, ta ovce pa Mariboru, pa je Hojnika ni bilo, on je zginul v Rusijo, Želina, tudi pred premiero. Tudi ni bilo, sem sam končal, jaz pa kuža sem bila tam, so končvala predstav, ampak 3 dni pred finalom sem se umaknil. Mislim, da zapisoval, nič ni bilo, sem rekel to, vse tako bilo, ne? Točno tako je bilo, ne? A se vama tako zgodi, da se začuje, jaz imam, no, to bi prosti bom letela, a se vama to tudi tako zgodi, da včasih ona nazaj reče, no, jaz ne znam vam drugače več predstavljati, prosto z neko atmosfero nazaj reče. Nekaj, ko se začne kaj približno zlagati, začne diha in pol ti sama pove, koliko rabi. No. Včasih, ja, in takrat je super, če to ni glih 2 dni po premieri. Super je, če se to začne vse v repertoarnih gledališčih, kakšen teden pred premiero dogajati. Ampak kdaj pa jaz vem, da je nekam šlo, je takrat, kadar imam tako nekako občutek, da je igralec še stopil, prišel še privatno in potem nekako v eni točki postal lik, ne znam reči. Takrat je, to so stvari, ki se jih jaz absolutno bom zmeril najbolj zapomnil. Recimo Silve v Borinani, Igorja v Bortmanu, Aljaža v moment, ki ni več igralec, ampak je neki. In takrat ponavadi, kadar se te momenti zgodijo, je tudi predstava reče svojo atmosfero. Ne? In takrat se meni začne ta drugi kako, a je to dost, a je to v redu, ampak v bistvu se to zgodi. No? Takrat jaz takrat vem. Mislim, da je vedno preko igralcev, da vidiš, da je lik, da je igralec in da je potem človek. In ko postane človeška stvar, in verjameš in telesu, in tekstu, in tako, in da ne misliš več na to, mislim, da ti si je to. Čeprav je odvisno, jaz nimam toliko, mislim, je odvisno od projekta do projekta,
je tudi odvisno od žanra, ker jaz v Zagrebu, ko smo tam pripravljali opero, sem že po prvem tednu vedel, da je struktura ta prava, struktura, da je ena odločitve, ki sem jih jaz sam doma v svoji sobci delal z makete in tako naprej, da so bile točne. In to včasih tudi sreča, pravzaprav. Intuicija, drznost in potem moraš tudi malo sreče, ker so se potem takoj znašli tudi pevci. In sem videl, da se tudi sami igrajo s tistimi napotki in s šejkerjem in tako naprej. Tako je bilo zanimivo videti, v tistem trenutku je bilo že jasno, pa bo to šla. Pri enih projektih pa mislim, da tudi treba vedeti, da ena stvar bo zaključena že prej in ena stvar rabi še nekaj časa in malo prej. Sam tukaj bi jaz pazil, da ne bi nekaj, kar res ni res. Ne? To je to, ni obstane, ni ene metafizike, da mislim, da je tukaj kar nekaj se, da se mi odpre in rata samo od sebe. Vedno mora biti nekaj narejenega. Nekaj en del mora biti upravljen. In potem lahko pride do erupcije, do eksplozije. In te se pa zgodijo zelo na čuden način. Koliko sem govoril v različnih pristopih, to se zgodi to, da potegne en igralec in se gre kaketna reakcija na druge, da se en prizor, če imaš režiserje, kar en prizor, trkajo tam 6 tednov, samo en prizor, pa pol, ko najdejo ključ, pa pol prekopajo druge stvari, so čisto različne, ampak nastajajo stvari na podlagi že enih stvari, ki so narejene. Veliko dela je treba, tudi da se lahko to zgodi. Ne more se pa nekaj zgoditi kar tako, ker mislim, da je posebno talentirani ljudje, talentirani ljudje so podovati otrojeni, pa mislim, da kar to bo kar talent, z talenta špricna, ne. In to je pa nekaj, kar ne gre. To se pokaže dostkrat, da je, ali so to manirizmi, ali so to kakšni drugi izhodi, pa tako naprej, ni pa res tisto, če govorimo zdaj o najbolj vrhunskih predstavah, če ne govorimo o špici tisti, to se pa zgodi že na podlagi res pripravljenega materiala, dela, tako naprej. Igralci, ne? Ja, vse moraš imati. En kostum, kostum, vrže vrni igralca, pa se ne bo nikoli več popravil. To vse, to je to, če govorimo o kvaliteti, pomeni, da so stvari vedno bolj občutljive, subtilne. Elementi, ki se med sabo lahko porušijo, so zelo, zelo občutljive. Lahko ena stvar pokvali. Zato sem rekel. Ne, super si rekel. Sem jaz govoril. Si me. A je to vprašanje atmosfere, kako pritiš ali jaz to sanjam? Tako on je recimo super, oni so bili, se spomnim, mislim, kaj on muske izpuščal. Koliko je to da best, kad ti prenešeš ene muzike in pol one, in je tako nekako tako, tako mater, je to dobro, kaj se jaz to ne spomnim. Ja, pa je tudi nazadnji, veš? Vem. Te naredil nazadnji čas na tega. Ne, zato ker si pol zaprem vrata za eno določene stvari, ki pol sem del pa ne delam več. Trenutno, seveda, od materiala do materiala je odvisno. Je pa seveda kakšna stvar od igralca do igralca, od ekipe do ekipe. Je včasih lahko navaden, pa samo ne jakaš na eni atmosferi, razumeš, in pol tudi zelo navaden. Ampak povejte mi o igralcih. Ok, bom jaz začela prvo, prav? Prej smo govorili nazaj, ko smo govorili o tem nemškem prostoru. Jaz to zdaj govorim, mislim, res iz svoje izkušnje, ampak to govorim z vsem prepričanjem in z vsem prepričanjem pika. Da je ta prostor, kjer živimo in slovenski prostor, je fenomenalen, ker se igralcev tiče preprosto zato, ker zmorejo oboje. Zmorejo razumeti koncept, fabulo, ta širši kontekst in koncept režijski, tako kot lahko razumejo to po mojih izkušnjah nemških igralcev na jutro. Na drugi strani
imajo pa to neko potrebo potem, da je v tem trenutku, ko je na odru, da res lovi trenutek, da je na odru in da je njegova distribucija čustev, ki so zahtevana v predstavo, da ni ilustrirana in da ni fake. Južneje od tu lahko rečem, da so mogoče te pojavne oblike emotivnih stanj lahko bolj fascinantne in tudi lahko zalijejo tako kot tsunami, imajo pa veliko večji problem spraviti to, oprosti, ta scena ima tak tempo in to je zagan tempo, ne glede na to, kako se ti počutiš in na polno luno. In na drugi strani to, kar se meni, mislim, to, kar jaz pogrešam, kadar delam severneje, ker je tako, ker rečem, pa da bi pa šli sam, pa da bi videli, kaj je to, ker če mu rečeš, da ilustrira čustvo, pravzaprav mu ne znam povedati, kaj to pomeni, ker se to pač tako zadosti je, da kažeš, ker se že razume. Mi imamo pa to, meni je tu najlepše, najbolj zato, ker sem tu doma, ja, v Sloveniji, točno zaradi tega. In je to fenomenalno je. In to nekaj mora biti, kar je vezano na geografski prostor, po mojem tudi na tradicijo tega govorjenega jezika malega naroda pred ljudmi, ampak to je božji plac. Mislim, koliko imamo mi na tako majhnem prostoru dobrih igralcev, to se ti zblede, no, to nikjer ni, pa greš lahko, ne vem, kjer je teatre, ena zvezda pa žalujoče stari, pa že kako, no, ni to, igralci tu so zame fenomenalni. Druga stvar je seveda ta, da nima nobene jezikovne barijere in predvsem referenčne barijere. Ne. Ni to, nekako je, tu se jaz počutim super, ampak bolj in bolj se ti seveda kaže, da je sodelovanje z igralcem, ki je toliko fit sam, ki gre sam naprej, da prevzame svoj del dela znotraj nekega koncepta, ki ga postavljaš, da je to največja nirvana, ki se ti dogodi, ker se takrat čas ustavi. Kada gledaš, kako je vzel tvoj napotek, pa ga ni izvedel, pač pa ga je slišal in prevedel. Jaz sem toliko časa jahala to, da naj na te tako se zrekla. In zdaj, ali sem to odfošpilala, ali sem, ne vem, ustrajala, ampak to kako, jaz se je zelo težko makniti, ampak je to, težko jim dam dihati, ampak je to nekaj najlepšega. Igor, kako pripelješ ti, jaz vem, da imaš včasih težave, da nemškega igralca iz 19. stoletja pripelješ v 21. Kako narediš? Italijanskega. Italijanskega. Ne, to je večkrat problem. Jaz zdaj začenjam nek študij v italijanskem teatru v Rosetju in opažam, da je to, kar se jaz pričakujem od tega igralca, oziroma to, kot ti rekel, da si nekaj si že pripravljen, greš na vajo in začneš vaditi in opaziš, da je še najmanj 200 km, predno prideš ti do ideje, da ima on. Mislim, celo Eleonora Duse je modernejša včasih, v določenih ponudbah. In se sprašujem, kako je prišlo do tega, ker Italija je bila v zadnjih 50 letih žal premalo pozorna na razvoj gledališča, na jezikovnega razvoja tudi. So imeli sicer tu pa tak kakšnega dobrega, odličnega gledališčnika, samo so bili vedno trije. In v letih 80 so se pač, in to je res, to je prav, ker je v arhivi, kot je rekel Birjan. In imaš točno napisano, da v letih 80 so se kritiki in nekateri močni režiserji zmenili, da to je zdaj teater, tako se ga podelilo in pika. In zaradi tega potem je nobenega razvoja več. In imaš mlade igralce, ki pridejo frišno pečeni iz akademije, ki ne znajo odkot črpati, če jim ti rečeš, ilustriraš. Ja, zdaj ve, kaj smo rekli. Ja, se jaz igram, ne, se rekel samo zgleda, da igraš klovna, ki se dokrati šminko, ne, in si brez šminke in tam nekaj se pačiš. In ni dobro, sem rekel, res ni dobro. Ne zate, ne zdi si gledati. In to je škoda, ki se jo zdaj dela že najmanj 30 let. In ne vem zakaj, ker to je zanimivo, potem, če ti njim pokažeš določene druge primere,
igralcev, načinov nastopanja, tudi razmišljanja. Recimo, danes, ko sem prišel z vami, je bilo zanimivo, sem rekel, kako bi na najbolj enostaven način povedal, kaj si ti v tem monologu delal. Rekel, ja, najbolj enostavno je, da v bistvu sem postavil vprašanje. Se bo super. Če si postavil vprašanje, ni nujno, da imaš pentatlon na odru, da ne vem, kaj delati. Oni mislijo, da mora vedno polniti, ker je v enem trenutku v Italiji bilo ta zmeda med šovom, cirkusom, ker nimajo več cirkusa, ne? Po eni strani je šlo to televizijo, ne? In na drugi strani je stalo še nekaj, najstarše je stalo še teatr. In to je zdaj problem, se odlepiti od tega. Kar se nemškega igralca tiče, novopečenih generacij, tisti, ki so bili moji soletniki, recimo na akademiji, imajo žal tudi oni ene močne mentalne krče, ker imitirajo v glavnem en tip performativnega teatra, ki ni ne performance, ne teater, ne vem, kaj je, in v bistvu nočejo prevzeti nobenega mnenja do tega, kar oni rečejo. In zaradi tega greš večkrat v cinizem, ali pa če si sentimentalen, oziroma če govoriš o eni erotiki, tako pornografijo, mislim, se izogibaš čutnosti in občutkov, ker se bojijo tega. Tudi, ker mislijo, da moraš ohraniti neko estetiko, mora biti ali pop, ali lepa, ali zanimiva. Pop, lepa in zanimivo je stvar reklame, je stvar teatra, jaz vse nisem jasno. Da lahko gledališče druge dimenzije prikazuje, mogoče tudi, ker stvar zaboli, ker stvar se skrije, ker stvar spravi v smeh. Če je stvar lepa ali grda, to žal smo dali tistim, ki prodajajo margarino. Lepo si da. Ker bomo govorili o margarini. Strenjam se s tabo, najboljše delati tle, ali smo doma, kar hočeš, z igralci, ampak ne bi rekel, da imamo to, kar imamo tradicijo, pa kaj tazga, mi imamo en fenomen. Ta kombinacija racionalnega in emotivnega, ki je dana, podobno kot pri okoljskih igralcih, podobne dane, ko si prišel na svet, ta prednost je pač tako. Mi imamo, tukaj je en velik problem, mi nimamo akademije. Še vedno imamo akademijo, ampak jo nimamo. Ker pravzaprav igralci pridejo z akademije slabo tehniko, pa brez tehnike, govorijo katastrofalno na odru, večji ne znajo, to bi bilo fajn nemški igralci, ki pridejo res z fantastično tehniko, ki jih lahko. Potem, kaj ti pomaga talent vse, ali pa te atributi, v katerim sem jih omenil, če ti akademija ne da nič, oziroma zelo, zelo malo. Kljub temu imamo izvrstne igralce, imamo generacijo močnih režiserjev, vedno, ne vem, odkje to prihaja, ker nimamo akademije. Za akademije skozi. Kak je akademija, nehi? To ni nič. To ni nič. Če pogledam, kakšne akademije na Dunaju, v Parizu, če pogledam, kaj je tvoja šola, kaj si ti vse skozi dal, enostavno, zdaj, kljub temu, sploh razlog zakaj, je pa ena stvar, ki sem jo kapiral, da je prednost malega naroda, da veliko gledaš okrog po svetu. Da mi veliko vidimo, jaz vem, draga Ževedino, kaj je on vse pregledal, kaj je vse spremljal, kako je potoval. Jaz sem na Dunaju, kako nekrat Rupnika srečam, recimo, ali pa kakšnega. To se pravi, naši poturijo, gledajo, poznajo mađarski teatr, poznajo evropski, in to so tudi ene določene prednosti, ki so, potem je, zdaj v našem ne bi govoril, ker vse vemo, kaj imamo, zdaj samo, če bi se vrnil na nemške igralce.
Nemški igralci težje pridejo do rezultata, tudi zato, ker jih par stvari nimajo, ampak nemški igralci si dostikrat, tudi vrhunski, s katerimi sem delal, dostikrat v sami finalizaciji projekta pokvarjajo teatr. Zato, ker tako, kot si ti rekel, ker tržišče zahteva določeno intenziteto igranja, afnanja, če hočeš tudi, modnih muh in tako naprej, in bojo vedno na konc šponali. Oni si bojo super zgradili lik, ne? super se bojo naredili, pol pa, ker so pa zadnji dnevi vaj, da si Slovenih vedno pride od vodstva gledališča, od dramaturga, ne, da si Slovenih še pritisniti. Kakšni dobri se imamo, nemška kritika, kar zanimiva, fajn kritiki, kakšni kritiki rečejo, to je kabuki teatr že na koncu. Pa imaš pa 12 najbolj izbranih, ker dobiš ti predstav, da si miš 3 videl, letos ste treba, še ena podobna drugi. Ne. Oni šponajo v enem tonu, derejo se ga prasi tam na odru, v enem tonu. Ne. Pa gledaš drugo predstavo, ne, z Borkmana sem te gledal, to je ne mož verjeti. Domislica, in to je škoda. Sam proces, sami igralci znajo veliko več, če mi nazaj vzeli. Ja. Ampak to so pritiski. Manira, pritiski, ne. Konkurentnost, tam nemški teatr imajo izredno produkcijo, pritiski so, tam je res, tako da v bistvu... Ma pritiske zakaj? Povedi, ti si rezidenc teatru delal. Se ne znam, ne vem, veš kaj, jaz vem, da sem... Ti doživljaš to, kar govori. Ja, veš kaj, je bilo tako, jaz sem mislila, da ok, zdaj pa pametna, pa sem si enega Poljaka namontirala, pa enega Iranca, pa enega Turka, sem ga zvala naši. Ja, parkar, dajmo. In res, in pa smo začeli delati in mi je rekel fant, ki je res super igral, zelo na malo je rekel, lej, lahko sam, to je premalo. To njim ne pade, to oni ne gripirajo, nimajo oni to radi. In sem se tako gledala in je ena stvar, samo en detalj mi je dal pa ful misel, veš, ker je pač eno melodramo sem režirala in je bilo tako, da sem pol igralko tako zelo pelala na dolgi lok čez neka emotivna stanja in potem vem, da mi je dramaturg, hišni dramaturg, ki je super fant in pameten fant, je rado čist nervozen in je rekel, Mateja, daj znak. In tako, kak znak? In rekel, lej, ne on, ne ona to. Znak naredi, ne vem, ptica najbolj trpizno, ne vem, neki. In potem sem začela to štekati, da se pri njih to, ker imamo mi, evo zdaj pa jajca na plot, ne spodobi, ali jaz ne vem neki in pol moraš tam, zato se oni tako zelo radi o tem tok blatu, pa tok tone krvi v Božjo rano, pa to. In v tem so seveda tudi te režiserske poetike super, zato ker ko moš ti emocijo, ki jo drugače nosi igralec, zamenjati znakom, je to super in močno in vse, ampak ko ne vem, se to ne spodobi, kurca, kaj pa vem, jaz se tam zmenjam na značo. Nekateri znajo to speljati, po mojem, in so zares, ker so moče tudi to odkrili. In jaz mislim, da mlajša generacija režiserjev, ki zdaj nastajajo v Nemčiji, se je tudi malo znebila vsega tega, kar je bilo, ne vem, v 80-ih in 90-ih, da se mogo najprej prebrati cela Sartra in Camusa in vse eksistencialne filozofe in dekonstruktivizem, da bi si sploh naredil eno sceno in da si se tudi postavil na takšen intelektualističen nivo, da nihče ni njih zastopil. In potem si še predstavil naredil, ki traja 4 ure, so si izjali in se nekam mislim. Tega ni več. In zdaj so se večkrat osredotočili, kako pripovedujem sploh zgodbo, vazo, prav zgodbo kot tako. In zaradi tega začenjajo, po mojem, tudi sprejemati teatri kot taki, dejstvo, da ni več nujno, da greš preko določene meje. In je zanimivo, da je to v zadnjih 3-4 postavitvah naredil tudi Ostermayer, ki je neke vrste za mojo generacijo referenčna. Poslušaš njegova sedanja predavanja in tisto vidiš, da je čisto na novo postavil določene
njegov Volkswein, recimo, je pravzaprav predstava v dialogu, v klepetu in v tem, kako sploh. Znakov je zelo malo, recimo. Znakov je zelo malo. In si dovolijo tudi, da je tak tip igre nastopanja, ki ni, kako bi rekel, ki ni samo na dekonstrukciji, ne, in se vrača po mojem na eno strukturo. Veš, kaj mislim, jaz ne vem, ena stvar, ki je mene v bistvu prestrašila, no, in zdaj prihodnjim letom me skozi bolj plaši, je to ugotovitev, da je teater moda. Delaš kolekcijo jesen, zima 13-14, 14-15, ne delaš kolekcijo 7-8, tudi če bi se ti tak počutil, ne. In nekako to, ki gre tako, ker moraš v bistvu biti zdaj, v tem trenutku, v času, da moraš prav upijati, je, če pogledaš v vseh umetniških zvrsteh, ali pa tudi drugač, ajde, da osrana televizija, ima ta diktat dokumentarnosti. Nekako je treba verjeti, da je to zdaj ta tu zdaj dela, pa je zdaj to, ali je Big Brother, ali ne vem, ali je to šta s tem diktatom dokumentarnosti, te ilustrativne fore na nek način odpadajo in se mi zdi, veš, to, kar si prej rekel za šolo, jaz si tako mislim, da je nekaj je res, veš, da je ta nova generacija profesorjev, je pa ta diktat časa do konca izpolnjena. Otroci, ki pridejo iz akademije, jim verjameš, da so tam in da so to. Nekako ta svoj habitus znajo postaviti na oder in ga znajo zdržati ta svojo privatnost na nek način, vem, tako reči. Ampak to delajo iz stiske. Delajo iz stiske? Ne, mislim, da je to preprosto samo, ja, zdaj tako, to je, da pa pri tem odpade tehnika govora, tehnika diha, tehnika ne vem česa, se bo skazalo pa kasneje, če oni ne bodo na sebi sami delali, ko se bo trend zamenjal. Ker trend se bo zamenjal. Ampak to je meni, jaz sem se dosta malo pogovarjal, ne. Pa sem mu rekel, Madonna, ampak tista tvoja Nora, tam si v 10-15 minutih si vse pokazal, pravzaprav sem sam čakal, da je bo ona skočila v tista kvari in tam se 15 minut se rekel, ja, ampak to nemško tržišče rabi čist jasno, jasen znak, čist jasno rabi to, če narediš to, in to je vprašanje karijere. Je rekel, zdaj, on je rabil 3-4 predstave, da je iz garaže prišel v Šalbine, da je to, razumeš, da je to našponal, da se je to posod, tako, razumeš, je ta, tudi v tujini, ne, ti našponjeni nemški teatri, igralci, razumeš, pa ta teatr, da je prodrl, to je vprašanje karijere, to mi je samo razlagal. Potem smo pa videli to genialno predstavo, ki je postovala v Cankarju, tega pisna, če ste gledali. To je bilo genialno, ker je on te igralce pustil na miru, ker se je razvijal like, tišine, ker je prišel z enega zida do drugega, ta čas, vse to, kar se približno desetletja naložili na njih, kako je to z teh igralcev, seveda z velikimi igralci tudi delal, pa ponoma nekaj drugega. Ta predstava ni prišla na teatr Trefen, ta predstava ni trend, ampak je zame eno najmočnejši, kar sem videl. In to je Ostermajer, ki mi je rešil to knjiživce prej, ne, s tistimi njegovimi predstavami. Potem sem šel gledati tistega Portmana v Burg teatru s Fosom, ne, ki je fantastično, kako je on odnos do moderne arhitekture, kaj je vse on tam odkrival, recimo. Ne. In vidiš, da zdaj se on lahko to dovoli. Zdaj si dovolil eno predstavo. Ma se je že prej elektročrveni tako, ja, že prej. To predstavo zdaj zadnjo, s katero potuje po celem svetu, ne, si dovoli stvari, ki se pa v tej karieri, ko je teatr Trefna pride, uspet imeti za sabo tiste 3 predstave, ki ti bojo potem intendanti dali tudi delo in seveda, potem, o tem smo danes kot režiserji govorili, to je zaupanje. Ti moraš ta aparat, ki je tako, ti moraš imeti eno ime. Ne? V nemškem teatru je izredno važno, kdo stoji za katedro, kdo stoji, kdo ima dirigentsko palico. In takoj, ko imaš določeno ime, ti delaš roke.
Ja. Kako so potem vi trije, tisti nedavno vstopil v Stanogradavo? Kako pa se vi ohranjate? Če bi imela jaz ta odgovor, draga moja, jaz mislim, da bi imela toliko manj preganjavic v lifeu. Je treba tudi pri nas 3 dobre narediti, ali kako? Jaz to vedno režiserje sprašujem. In mlajše, srednje. Kako so se mi zdržali, ne? Kako med 3 zaporedno, ne? Ja, recimo, to, kar je rekel. Please, ne? Takoj zapišem. Ne, vse je zanimivo. Zanimivo je. Kako prihajate do priložnosti, kaj moraš v slovenskem teatru narediti, da si v bistvu relevantno, da torej dobivaš... Več kot 2 sezone. Ja, pač, kaj je tisto? Da te pač pol umetniški povabijo. Pa je inercija. Ne, ampak kaj moraš Najprej so 3 predstave, pol je pa inercija, tudi pri nagrajevanju je to tako. Jaz pa to tako vidim. Jaz sem potlele v tej bajti po Malomeščanski svadbi 10 let, pa še več nisem mogel delati. Enostavno mi noben hotel več imeti. Pa ne vem se kva. Jaz sem delal v Mariboru, zdaj sem po 10 letih lahko spet delal. Pa Richard je fajn uspel takrat, ko smo ga delali. Mislim, to je čuten tle v Sloveniji, ni kar tako. Eni pa kar... Eno pa 5 režij, tako, jaz največ delam tudi tisti, ki delajo tudi ki nam riskirajo. Tudi v nješkem teatru. Logično. Za abonmaje, če jo, ne? Stave za abonma, tiste... Te pazi, kaj govoriš, ne? Mislim, ki se boš znajdel na seznamu 2 leti zaporedoma, boš vedel, da si povprečen. Potruditi se bo moral za to. Nimam nobenega. Jaz mislim, da ne bomo srali. Jaz mislim, da so stvari take, le naše delo je javno in vedno šteje rezultat. Rezultat se meri potem, koliko in kako z veseljem to gleda publika, ali koliko in kako velikih nagrad fašeš. Amen. Seveda včasih pomaga, če koga poznaš, seveda pomaga, če ima kdo rad tvojo poetiko, ampak po enem določenem času si to lahko nekam utakneš, če tega ali ne gleda publika, ali ni nagrajeno. Mislim, da gre to tukaj nekje vmes. In mislim, da je še ena stvar izjemno bistvena, ali pa to samo iz mene govori menopauza, da je ta stik s trendom, samo stik s trendom izjemno zelo bistven. Zdaj, a ga ti variraš na svoj način, ali si njegov trendsetter, ali je to, kako hodiš stran od njega, ne? Kakorkoli že je mislim, vprašanje, prepoznati ga moraš in ga moraš na nek način inkorporirati tudi, če ga izključiš. V tistem trenutku, ko ga ne prepoznaš, več rataš nerelevantni. In to se z leti zna zgoditi, ali pa v enem obdobju, mislim, ker si pač zaluno, kaj? Meni so ti večkrat ponavljali, da je, mislim, tako imaš slabo predstavo, tako imaš tudi slabo kritiko. Če pa te igra, to se govori naprej raznih izkušenj tudi kolegov nekaj, če pa te igralske nastavne več ne mara, oziroma da prav res z njim nikoli več v življenju. To mislim, da je tudi največji problem potem za režiserja, ker to se zelo hitro, mislim, se zve, kako eden dela, kako eden dela. In točno, mislim, to ne pomeni, da eden je bolj strog, manj strog, da se čutijo nezaščitene ali pa da si jih tako manipuliral, da izpadejo neumno ali kaj podobnega, da to zvejo še več po predstavah. To vem iz enih izkušenj, ki jih je žal moj kolega dal skozi in so ga potem vrgli iz 2 teatrov in je bilo prav hudo v Pohu. In zdaj drugo leto že sploh on ne dela, ker se je tako hitro, kako on je delal, kako brez... Je bil dobro pripravljen,
on je zelo strog do sebe, tako sem bil tako napačno strog do ekipe. In direktor je njemu rekel, jaz lahko tebe ščitim pred kritiko, lahko tebe ščitim samo pred svojim nastavnom, tebe ne bom nič. Mislim, da to je ena od tistih mikro zadev, ki so tudi v tem. In drugače se vidi, to je res, da moraš vsaj spoznati trend. Je kot ti lahko greš proti določenim zakonom, komedije, če jih poznaš. Če spoznaš trend, ako greš, se minimalno dotikaš tistega in potem se lahko daljuješ, ali pa ne. Moraš pa spoznati. In to je tisto, kar je najtežje. In mislim, da ima tudi te dolžde, mislim, če grem nazaj, v eni točki seveda tudi v tem prav, da delaš veliko, če, mislim, delaš več, če nisi rizičen. To pomeni, da si znotraj te neke zlate sredine držiš. Kako se lahko trendovski pa nisi rizičen? Težko. Razen takrat, kadar je trend samo ena boljša. Mislim, takrat, kadar si rizičen, moraš uspeti. Mislim, takrat moraš priti na festival in ga moraš pobrati, ali možda bi pa stendi povešati. Preprosto to je tako zato, ker je to mastodont in ker ima inercijo in zato, ker nekaj, mislim, seveda je problem to, da je ta stampedov rezultat danes že toliko grozen, da je... O tem se dohodla danes ne vprašati. Sam jaz poznam tudi pogumne vodje gledališč, ki povabijo potem režiserja po katastrofalnem soočenju z igralci in rečejo, ne, niso imeli prav, moraš delati, ker je to super, kar delaš in moraš delati. In nimaš podpore pa enemu samemu igralcu. To so različno. Imaš pa tudi direktorje gledališč, ki ne marajo svojih ljudi in rečejo, pridi z nalaž pa jih nacvare jih. To poznam. Pa če se vam rekel sem mi, da jih nacvare. Se si sam vodil teatr, se veš, da je to... Vse to obstaja. Se veš, da je tudi to voditi teatr je izjemno zelo kompleksna stvar. Ti moraš tudi zelo, mislim, ta slalom med abonmajsko publiko, med festivalom, med tem, da tvoj ansambl raste, da ga nekdo glade, nekdo pa urit brca, je tudi en kompleksen mehanizem, ki ga je treba pelati, da je še stok hujši od tega, kar jaz delam. Ne je bila nikdar. Zdaj imam preskok naprej. Tukaj, v mojem pogovoru, se da to direktorjih intendantima ne bo govorilo. Pa bom moral kot odjemalec uslug kaj povedati. To je bila šala. Oba imamo tu lepo. To sem hotela tako malo, da se te elektrizira. Kdaj je režija, ali pa da se še bolj, kdaj je režija polna sama sebe? Vidite to pri vaših kolegih? Recimo jaz pri publicistih, pri novinarjih vidim, da in tudi mene zanese. Kako vi to zaznavate eden pri drugemu? Z elektrimo je rekla, ne? Na tem ego tripu, ki gre mimo vsakih, naši potem igralci rečejo, Madonna, jaz sem še celo na prvi rani vajeti, potem rečejo, to je kar vse že naredil, tam je še izrisan, tam si še za njih figurec jim igra, prav ti boš tole, ti boš tle šel, ti boš tukaj, pa tako na začetku, in gre nekdo fino svojo pot, na svojo ekipo, ki pripelje sabo, ki se fino razumeš sam med sabo, tukaj v bifeju sedijo tam v kotu, vedno med sabo govorijo, ti prideš kot en gost navajo in te potem ta ekipa potem popelje in take so ponovadi tudi predstavljajo vse fino zrežirano, vse narejeno in tip-top in to je recimo en tak samo hod nekoga, lahko to je sam naredi, lahko z ekipo naredi, čist mimo ostali gledališča, včasih si celo mimo publike. Da kar neki gledaš, kar nekam, pa ne veš, kaj me to usmerja. A misliš po rezultatu? Ja, misliš po rezultatu, če vidimo, kdaj se je da je preveč, da je tako močna režija, da gre že na hodnik. To mi včasih recimo v pogovoru igralci
nekih sproščenih pogovorov. Jaz to lahko zase rečem, jaz to lahko rečem zase, včasih se tako zaplezaš, da ne moš spustiti. Sej, ravno to je. Mislim, da ko začenjaš eno idejo, mislim, jaz sem pripričan, da so predstavljati sestavljeni z več idej. Potem imaš samo eno in se s tisto začenjaš ukvarjati in skušaš prepričati cel svet, je samo tista ideja edina, potem včasih predelaš in opravičuješ to edino idejo, ki imaš kot koncept. In se mi zdi, da v tistem trenutku se da zgoditi, da vidiš samo eno celo enega ega, ki je hotel eno samo stvar in tisto razvleče in vsi ubogajo tisti stvari. Ena stvar. In mislim, da to je tudi povezano s tistim, da ne boš nikoli potem videl, da se nekdo uživi v tisto zadevo. Ker nisi nobenega povabil v tisti svet. In mislim, da tam se vidi, da je neko igračkanje, in se to seveda se zgodi, ker tudi, mislim, seveda se zgodi, ja, v procesu vaje, se ima zdaj meni včasih tudi, ti gledaš in rečeš, čudovito, pa se pride čudovito. Ja. In potem moraš pa reči, samo ne spada v strukturo, mislim, predstava zmaga, ne, in potem nastopa ta Hilly Orgavli, ne, in rečeš, super, hvala, odlično, hvala, smo to bomo črtali, in je od trenutka, da se sploh to izustiš. Kaj je ta režijski korak? Kako ga naredite, recimo to, kar je zdaj igro? Ma jaz sedim, ne naredim koraka. Jaz sedim, ne naredim koraka. Jaz sem asistiral tudi pa velikih režiserjih evropskih, ampak vsi, kompletno vsi so imeli eno, isto, da so vsi na začetku rekli, ne vem, kakšna predstava, ne vem. Tudi največjih igralcih sem vedno videl, da so imeli to koražo, da to hrabrost reči, grem z nule. Ne vem, kar pa bo, ne vem. In doskrat sem videl na prvih branih vajah, so rekli, jaz smo tukaj na predstavu, nekaj smo naredili, ampak mene zanima ta nula točka. To je pravzaprav... Ja, ampak to je pravzaprav ta, če imamo na eni strani nekega Zikaraša, ki je iz dnešnih tudi ne vem kva dela, da bi in sploh ne, mislim, ti razkrivaš pa ne, jaz se in nekoga, ki gre po težji pot, ne odkriva, ne. Tako da jaz mislim, da prepoznamo to, da se je nekdo zaplezal v svojo poetiko pri sebi malo kasneje, pri drugih to prej vidiš. Ampak da te nekaj te preprosto te ne moš spustiti, zdaj, ali ne moš spustiti zato, ker misliš, da boš s tem še nekaj prebil, ali ne moraš spustiti zato, ker se v tem varno počutiš, ali ne moraš spustiti to zaradi tega, ker ima to tak efekt, v tvojem javnem delu, to je pač od obdobja in od človeka različno, ampak da, seveda vidiš. Se to vsi vidim, sem kačeš. Ampak se redko o tem, recimo, govori in hvala, ki se prišli. Se pogovarjamo, kaj te je. No, v glavnem. Ta razgovor je v bistvu tako, kot sem imel v prifeju, ko pogovarjamo o delu. Zato pogovorimo o delisto. Čisto. Mogoče dodam še imena. Kateri so trenutki v življenju sodobnega človeka, ki so, ko so postavljeni na gledališki oder, ključni? So še zmeri to iste šekspirijanske situacije in utopija, prevara, prešuščo, ljubezen, ljubosumje, dobrotljivost. Mislim, to so največji zapleti na odru. Ali sem ostala v 19. stoletju? Kaj pravite to depono glede tega? Kaj bo prav pogovoril? On brunda po telefonu. Jaz mislim, da teme so tiste, drugačne verjente prizarjali klasiko. To ne pomeni, da, mislim,
če gledam z druge strani, da še vedno funkcionirajo klasike, tudi to pomeni, da če imamo mi vse to tehnologijo, ni da smo se koliko razvili. Govorimo vedno o ene in istih stvareh, nismo nikoli pa še razrešili. Je dobro slavo, nimam pojma. Res pa je, da so tiste teme še vedno najbolj pomembne za preplete, razplete in tiste, ki se jih vedno raziskuje. Zaradi tega tudi lahko strniš včasih zgodbe z ljubezenska, to je tako naprej. Vprašanje potem globine, ker tiste teme jih lahko... Se lahko tudi small talki. Ja, mislim, danes imaš zaradi tega diktata časa, si večkrat spravljen v neko stanje panike in straha. In strah, po mojem, nas pripelje do tega, da si povprečen in površinski. Ker že je strah do tega, da moraš dati nek rezultat. Potem je še to, da rezultat čim prej skušaš pripovedovati in tako naprej. In zdaj tega se mi zdi, da potem si ne vzameš tiste potrebne trenutke časa, da greš sploh v globino. Predvsem s takšnimi tematikami. Ker je čisto dovolj banalnih parol okrog. Nekak je namreč to fora, da se mi zdi, da je takrat, kadar nabodeš arhetipsko, je najbolj pravno. Takrat, kadar si toliko spucal, da je nekako senci, da se mi nekaj se mi zdi. Nekaj se mi zdi, da se to se pa s časom menja. Veš, to, ki si jih ti naštela, si naštela toliko teh posebnih, ljubosumje, recimo stvar, ki vidim, da se bo začela nazaj postavljati, je odgovornost. Ne vem, te neke stvari, veš, to čas za sabo nekaj potegne, veš, to, kar je, recimo, zato se pa zgodijo te reinterpretacije nekih tekstov. Zdaj se spomnim, ker imam pač tega Odipa, pa se bolj ful pogovarjam še z enimi, ki to dela, in smo vsi prišli do tega, da nas absolutno ne zanima, da je spal s svojo mamo in da je ubil očeta. Pač pa, a bo našel spin doktorja, ki bo rekel, sorry, vse nisem vedel, veste, to mislim, kot se je zgodilo, ali bo to kralj, ki bo preprosto prevzel odgovornost in bo rekel, jeva ga. To, kar nam danes ful manjka, nekako kako bereš te teme, kako globoko greš, ali v intimno, ali v družbeno, to pa pol so te reinterpretacije v času. V času je točno ujeto to vprašanje, ki si ga ti postaviš zdajle, je kolektivne zavesti in seveda fenomen modernega človeka, da kljub 100% vednosti se ljudje obnašajo, kot da ne vejo, oziroma se blefirajo. In ti postaviš, to se pravi, vprašanje Edipa je, ali država psa ve, ali ne ve, da on spi z svojo materi. Da je on morilc, recimo. Tako je to kolektivno vedenje. Potem bereš ta tekst in odkrivaš, enostavno, da vlejo. In da mu samo počasi, da ga s pomočjo bogov samo mrcvarijo, čim večjo, daljše mrcvarjenje. Tako naprej. In to vprašanje sem, zato ker je tako aktualno. Sem si ga zadal pri kralju Bretanovi, pri Hamletu, isto vprašanje, vednosti, tam piše pri Shakespeareu, in tukaj lahko tudi razkrijem glavni problem, ki sem ga imel pri delanju v Hamletu, da polovico ekipe ni hotel sprejeti te moje interpretacije, da vsi se vejo. Potem so polovice igralcev rekli, kako pa ne to igram potem, če jaz vse vem, ja, pa tako, Tam pa piše čisto jasno, da je na Danskem na dvorišču kača pičila umla, in tako umrl. To je on brat rekel, da je kača pičila. Zapravo na Danskem kače, ne vem, strupenjače, na Danskem ni, Zapravo, da je Shakespeare čisto očitno tam hotel rekel, da se brato niti ni dal zmišljivati vzroka smrti njegove, ker je bil toliko zigar, da bo prevzel oblast, da bodo vsi verjeli in vsi bojo prestrašeni v diktaturi delati, kako on hoče. To je sprav niti manipulacija, da to treba na profile. Tako piše tako. Jaz tako danes samo to razumem, da dejansko skozi naš čas. Ampak
To je pravzaprav, če govoriš o Shakespeareu, če govoriš pravzaprav, je tisto, kar izluščemo iz časa, v katerem, ker je najbolj. Mi pa smo, režiserji, tudi kalkulatorji. Mi vemo, ta tema je perfektna, pa pod tema, pa ona plast je zanimiva. Pa tudi rečeš, ja, dragi moj, trenutno imamo največ ta problem. Ali pa ta problem sploh ni zavesti trenutno in ga ti skozi predstavljaš, če se zavesti. Greš v večji riziko, da te niti kritika, ki sem tako poželil, pa kritika zagledal, niti kritika ne prepozna, o čemu hočeš ti govoriti. Jaz sem tudi delal Heina Millerja v Mladincu naloga, izdaja intelektualcev, razumeš, kako prepustijo pa tema revolucije. Jaz nisem pa eni kritike zaznal, kaj sem malo povedati. To je katastrofa, ne? Razumeš? Da noben ne prepozna tisto, kar si hotel pravzaprav povedati, kar si izluščil kot glavna tema. Lahko se pa tudi odločiš potem za eno stvar, ki ni toliko na površju kot tema in jo budneš. Ja, ti razkarti ne. A pa z večjim rizikom, ne? Mogoče pa ne uspe. Na koncu samo da povem, najbolj boš pa razpel takrat, ko govorimo o kalkuliranju, takrat, ko boš na temo, tisto, kar je najbolj aktualna, ker boš najbolj jasne znake dal, najbolj fino, takrat bo publika strašansko zadovoljna, ker je vse razumela fino in kritike boš dobil najbolje, ker kritike tudi najrajši pišejo tisto, ker je takoj prepoznal. To je v bistvu moja izkušnja, da takrat pa zavoziš, ker se govorimo o uspehu, uspešni takega stvari. V drugač pa lahko imaš velike težave. Se ne strinjaš? Ne, bom pa postavil vprašanje, na mene pa res to zanima, kjeri so tisti povprečneži, ki so najbolj uspešni in ki imajo največ predstav. In to tudi, ki si rekel, ziheraši. Jaz bi pa rad zvedel za ime enega ziheraša v Sloveniji, zato ker čist nobenega ne vidim, da ne bi njihov v kvaliteti, kar se mi zdi seveda dobro, zato ker je to seveda nek plod nekih iskanj. Ampak tudi v bistvu kritiko tako posplošuješ, kot če bi imeli mi svoj lasten upravljiv bife, pa bi v režiserjih govorili, ki je tudi vprašanje, ali lahko kjergakoli od vas, kolikor ga osebno in poklicno, oziroma še bolj poklicno, poznam, ali lahko zvedemo vse pod isti imenovalec, slovenski režiser. A veš, mislim tako, da ne bi ga. Tako kot režiserji, hvala Bogu, nimajo skozi istega nivoja, ampak enkrat sami sebe presežejo, enkrat pa podbacijo, imajo tudi kritiki svoje menstrualne cikluse. Jaz pa poznam kritike, ki meljajo skozi iste stavke, ki ocenjujejo igralce, točno vidim korektno, vedno iste klišeje vidim in se 10 let jih berem, vedno isto in take režiserje tudi poznam. Se hvala Bogu, večina kritikov prejskrat v 5 letih obupa zato, ker poskusi biti plačan od časopisov, pa srečuj pol za tistimi honorarji Rupnika na Dunaju. To je druga tema, ne? Ne, vem. Jaz mislim, da so širše stvari. Samo v tem smislu, a veš, ki ga itak že skozi govorimo, da je v tistem trenutku, ko teatru ni več dovoljeno iskanje, predvsem iskanje, to, da prideš, rečeš ne vem, in vržeš stran, ko gre za rezultat. Ta stampedo za rezultat za sabo ena stvari potegne. Druga stvar je ta, da je če vzamemo slovensko, pa to samo veš, časopisno fucking javnost, se zgodi preprosto to, da je to tako marginalna stvar. Jaz imam recimo frenda, ki piše za hrvaški časopis, ki mu je naročeno, da je in da v naslovu užali bodočo ministrico kulture. Drugač sploh nima smisla, da piše kritiko in jo seveda vsi preberejo. To gre tako eno z drugim gre. V tistem trenutku krata to, mislim, mislim, da je to čas, ki ga živimo, zato ker pravzaprav odriva nek tehtnejši razmislek, pač poriva kev smeti in to so pač jebi ga manje kaplava. Jaz mislim, da če o temu govorimo, mislim, da je to škandal.
Škandalozno je, da se Blaž Lukan, ki se je umaknil, se je tudi Pipan šel pa iz tega teatra, pa ni dobil ene oznake, niti enemu ni posvetil z vaše strani eno stran, kaj je bilo v 10 letih. Ja, sej, no, govorim. Sej je razlog. Mislim, ta človek je bil toliko časa, 10 let, 14 let je bil tle noter. Zdaj pa, če pogledajte, kaj je potem, koliko je bilo objavljeno v tem obdobju. Lukan je šel ven, niti duha, nobenega nisem slišal, da bi v javnosti rekel, zakaj pa Lukan več napiše v časopisu. Pa kar pišejo, vsi so zadovoljni, razumeš, tebe tudi nekaj časa ni bilo. Pa noben je rekel, jaz sem te posebno rekel, da te pogrešam. Ampak a si ali pa nisi, čisto vse, a so kritike ali niso kritike. Mislim, to je že škandal, kar se tega tiče. Jaz sem govoril, Jaz mislim, da smo malo večina kritike sem govoril, ki ne prepozna, ki piše po določenem stereotipu, klišejev, ki ne prepozna, pravzaprav srž bistva, nisem govoril po vsem. Jaz nisem kritik, jaz vedno postavljam svoje vprašanja in tako. Kar se tiče pa Janeza Pipana, je pa samo jaz sem imela 2 in z vsemi. Imam vas rada vse zelo. Kot papež. Jaz sem to pred njim že rekla. Res? Sem delala še za Jano. Se pravi, zaključimo s temle. Je režija meja med uprizoritvijo in resničnostjo? So to sanje, ki jih nosimo vsi, ampak jih samo vi jim lahko date obliko, smer, barvo, glas, zvok. Jaz osebno, imate ti to veš, pa tudi verjetno Igor, ogromno krat iz tega teatra, pa ne samo iz tega, tečem v držu domov s solzami ali pa in se grem skrit, ti to veš, ker me je nekaj tako galno, pa je nekaj spremenilo bizuro življenja. Ne samo momentalno, tudi za nekaj let naprej. Nam daje, veste, da nam dajete to? Ful si želimo, da bi bilo to res, ja. Če me ne vprašaš. Košljivi kritiki, o tem razmišljajte. Jaz mislim, da v tistem trenutku to pol rata res umetnost. Ali škadar to rata, kadar se točno to zgodi, da take skok, da nekomu da nekaj misli. Veš kaj, sam tukaj je ena krvava, to je v nemškem stolki, veš, kako je to kruto. Mi se borimo za, mi imamo tam določeno v Mariboru, je tam, veškaj, ni več, tisti grozni 10 predstav, če delaš Shakespeare, pa imaš 10 predstav tudi na Mariborskem motoru. Tle v Drami imaš 20, 25, ti se pravzaprav boriš za podaljšanje dobo predstave. In si odvisen tudi od kritike. Mi smo od tega Borštnika, nesrečnega, zdaj odvisni, ker vsaka predstava, ki bo izbrana na Borštnika, se bo v leto ali pa 2 leti podaljšala življenjska doba. In seveda je to čisto enostavno, če si se tok, ker se pripravljaš 2 leti, leto delaš predstavo. In potem so ti pravi pozabe, recimo, ki so po hodnikih tam ljukal, razumeš, v Trstu, ker rečeš, si lahko ponosen, sprav si ljudi do tega stanja, ki so do solza ali pa do razburjenja, pa ne vem, kvašice. Ampak je to vprašanje, Bihar je tudi fajn predstavljeno, pa nima te usode, da bi se podaljšala ta doba. In je kruta zadeva, ko so bili Bihar. In je blazno škoda te predstave. In v temu je pol vse skupaj, kritika, vse to. A veš, da enostavno se boliš ti, da bi se še ena predstava ponudila. Mi smo mega prostor. Ampak v principu, a ni v principu tako, da je najbolj nove, če fakat nekomu nekaj premakneš. A
veš, da je, seveda imaš ti absolutno, imaš prav v tem, da je cela ta struktura je družbeno odgovorna, bi morala biti bolj, no? Mislim, ker mi vidimo, veš, kako se to dogaja. Ampak najbolj važna stvar je to, če mene vprašaš, draga moja, izključno in samo to, da je tako, kot se meni včasih, ne vem, zgodi z romanom v glavnem. Ali pa ne vem, z 2 predstavama v življenju se mi je to zgodilo, da sem šla domov in da je bil nek uvid drugačen. In to mogoče niti ni odvisno od tega, da je to res obče priznano fenomenalna predstava, ampak je odvisno tudi od mojega trenutka, pa od tega, kje sem jaz zdaj, kam bom in, ampak, veš, tisto, kar jaz mislim, da je scary, je to, tisto, kar jaz mislim, da je največji problem tega prostora, je to, da se mularija več ne, mislim, da se splošno ne vzgaja več ljudi, da je teater eno dnuj, ali jaz ne vem kako. Jaz sem z metlike doma, meni so pripeljali z vlakom, z 20 pijanimi frajerji, ki so pozlali že pri Novem mestu in sem sedela od Javnika predstavo gledati Glembaji, še zdaj vem, kjer zici bil in sem padla na rit. Objektivno, če jaz danes pogledam, vem, da ta predstava pa jebi ga, mislim, sad, nije baš nešto. Ampak nekaj se mi je zgodilo, da sta se oče in sin kregala, da mi je glavo, tako, najprej sem implodirala, potem sem pa eksplodirala. In to, da se preprosto ni več tega standarda, da je to eno od stvari, kamor moraš hoditi, in da je odvisno to preprosto točno od tega, koliko nagrad imaš, koliko se pol ta PR mehanizem odvrti, da je od tega odvisno, koliko ta predstava traja, to je drek. Ampak po mojem je to, jaz mislim, da je to najbolj scary v celi zgodbi, je, če pogledate te šolske kurikulume, da imajo športni dan še vedno obvezen, kulturnega dneva pa ne. Obisk v teatru ni več obvezen in taki kreteni doma tako iz take zapisnine, kot sem jaz, se jim ne more več glava in ne more več eksplodirati, ker bodo, ne vem, gledali na odru ali Igorja, ali ne vem, ali Primzija, ali ne vem koga, ali Aljaža, zato da te naredi tupuf. Jaz mislim, da je to in mi toliko pizdimo in na vas, in na izbor Borštnikovega srečanja, zato ker je to rato nek posrani elitizem, ki je sam sebi že vrti, ne. Sam se tudi dogajal, večkrat prej, ki je bila še Jugoslavija, so rešili te festivali in te selekcije so rešili marsikatero predstavo. Mi smo imeli predstave takrat v Jugoslaviji, ki so tle res bile povožene, dobesedno in so potem skozi festivale, jugoslovanske festivale se vrnili nazaj in so se razcvetele potem, ne. To je bilo in to je tudi zasluga festivalov. Jaz mislim, tudi v teatru, tako kot sem zdaj kritično pa tako govoril, ampak ena predstava, ki ima svojo vrednost, ki so pa ti posamezniki, o katerih ti govoriš, ki so izrazili to, ki so ostali potem po predstavi, so se pogovarjali, izrazili to. Potem predstava tone v enem lokalnem potopu, od kritike, pa ne vem kaj, se popluva in jo teater vrne nazaj, presenečenje, meni včasih igralci, ki samo oboliva, rečejo, kaj smo ne vem, zakaj smo tle. Povabili so nas, in potem šele prepoznajo, kaj so naredili. In to je tudi drugačen efekt festivala, ker potem se neka vrednota, nekaj, kar je vrednega, ker se takoj pri vseh ne prepozna, in potem z eno samozavest, to je pa v teatru zelo važno, in se vrnemo včasih z festivalov ali pa z kakšnih takih oboroženih z eno samozavestjo in predstave so drugačne kot pred enim letom. Samo veš, festivali so vedno v tistem pedu za trendom, sam da se to še bolj zdaj vidi. In točno, tak je, sploh nimaš, mislim, tak čas je. To je zdaj, mislim, če greš v Berlin pogledati, oni prav, res tako je, mislim, prav divjaka svinje na tartufe iščejo, kaj je trend. Pač, to je ravno nekaj elitizem. Veš, to govorimo splošno, pa bi lahko tudi rekel, so vzeme na to, ne. To zdaj tako govoriš, ne, a veš, ampak so, pač tam znotraj tega so pa tudi... Samo eno kratko repliko, ne. Jaz mislim, da je glavni problem to, da v bistvu tisti, ki je glavni sponzor gledališkega življenja, ker bodimo realni, gledališka hiša
pokasira recimo 25 ali pa malo več procentov projektnih stroškov, kar je blazen malo v primerjavi z vzdrževanjem bajte, ansambla, in pravzaprav smo prišli zdaj v eno zelo sramotno situacijo. Že itak okleščen proračun je po 70 letih padel ta prvič pod 1,5%, kar pomeni tudi v času izgradnje države nismo namenili enkoli procentualno toliko malo denarja za kulturo, kot ga namenjamo zdaj. To je res ta neka točka, kjer noben od vas verjetno ne vidi odboja, če ga pa kdo vidi, bi pa z njim z veseljem pokramljal. In ta ista država, ki se ne more znotraj tega svojega zmeniti za to, je seveda zahtevala od gledališč točno neko učinkovitost. In gledališča namesto, da bi se ukvarjala s svojim osnovnim poslanstvom, delanjem predstav, ki so svoje čase v Mladincu lahko študiji potekali 9, 8, 6, 12 mesecev, in kjer so si režiserji lahko privoščili to, da so vsakega, ki bi prišel tja medijirati, kako naj poteka odnos med režiserjem in igralcem, zato da se bosta oba dva dobro počutila in da bosta optimalno izkoristila ta trenutek, ko se morata družiti na finančni osnovi, kar je zame čisti taylorizem v nekem umetniškem smislu. Ta ista država potem zahteva, ne da bi se zavedala, da bi morala imeti kulturno politiko in neko perspektivo, neke rezultate po točkovnikih, kjer hoče prikazati, da so vrednote za njo pomembne, kot so obisk kvaliteta, ki jo merimo z referencami in točno z nagradami, ali pa na drugi strani za publiko. In smo pravzaprav v diktatu tega, da nimamo več predstavi, ki bi lahko naslavljala različne javnosti, ker je seveda kritika za svojo, ki jo pišejo ljudje, ki imajo povprečno 27 ali pa 25 let, ker potem pridejo pač neke zahteve, kot so družina, hočeš se peljati z avtom v nedeljo nekam na izlet, ne pa s kolesom na tržnico na kavo. Hotela sem ti samo eno stvar reči, še bolj cinično je to, kako se država vede danes. Včasih je bilo tako, se pravi, ali si imel publiko, pa je bilo potem, in tako smo potem tudi kastirani v hiše, ali boš naredil, se pravi, kasaštikel, ali boš šel pa na festival, ker boš eni ali drugi komisiji zadostil, zato da bo lahko teater dobil kaj že oceno vrhunsko. Evo. Zdaj je hujše, zdaj so še bolj cinični, zdaj javno in vse posod, vseh papirjih govorijo, so dali ujebeni NPK, da je hiperprodukcija ta, ki je kriva, da ni kvalitete. In veš kaj je to? Samo izgovor, da bodo vzeli denar, ker je, mislim, to je tako cinično, kot se on v tem trenutku vede v posel. Jaz bi tudi replicirala pravzaprav Irarate, da gre za eno stvar. Teater je vedno rahlo nevaren. Mislim, kakorkoli imaš tam ljudi, ki se usedajo, nekaj ljudi, ki nekaj sporočajo z odra, rečemo, lahko pride do takih intimnih eksplozij, lahko so pa te eksplozije tudi malo širše, kar je uspelo zdaj tej državi z velikim potencialom, režijskim, igralskim, je, da je ta teater potisnjen na margino. Mi laufamo, krog, ki ga laufamo, je zelo majhen in se pravzaprav giblje v okviru samo med ministrstvom in posameznimi hišami. In nič več. In to, da se tega ni več v šolah, da se nihče ne ukvarja več z gledališko vzgojo, da so učiteljice popolnoma preplašene ali pa so navdahnjene amatersko in da amaterizem postaja dan današnji mera, to seveda pomeni, da nam bije plat zvona. To moram reči. Da bo morala gledališka javnost, pač vem, da je zdaj to izven tega pogovora, ker so režiserji le nosilci tega, bo in imajo tudi svoje društvo, da bo seveda potrebno nastopiti skupaj in preprečiti, da bomo izumrli. Hvala lepa za te intervencije.
Jaz bi predlagal, da na to temo naredimo neko naslednjo seanso točno tukaj in jo razširimo, mogoče celo kakšnega ministrstva, pa se bomo pogovarjali. Jaz sem hotel sam to reči, ne, režiser je, Mateja je rekla, seveda Sem hotela dati besedo, oprosti, še Igorju, ker moramo zaključiti. Jaz v tem se počutim zelo zamejca. Rajši postim, ker se mi zdi, da je mogoče zelo zanimivo tudi. Ne, točno to sem hotel reči. Režiser seveda ni samo prvi gledalec, ki mu bojo pač nekdo bo nekaj narisal, kako ne bi scena zgledala, en mu bo glasbo naredil, našli mu bojo neke kostume, pa bo pa igralec prišel, pa bo pač povedal tisti tekst, kolikor so mu ga pustili. Režiser pravzaprav ustvarja na odru nek svet, za katerega vemo, da ni resničen, ampak je analogen temu našemu. In zato, da ta svet ustvariš, je včasih potrebna večja količina iluzije, včasih imaš pa lahko stav na praznem odru, pa žaromet, ki sveti v igralčeva usta, pa ne rabiš nič drugega. Problem se mi zdi, da tisti trenutek, ko začnemo šparati pri gledališču in hkrati pozivati k rezultatom, pravzaprav ta svet osiromašimo. Mi kar naenkrat tekmujemo v kategoriji fičotov, imeli smo pa Formulo 2 ali pa tako, Formulo B. Kar naenkrat smo prišli vse te, da pravzaprav derkamo z enimi razjebanimi avti in se nam zdi to, ta nacionalna klasa se nam zdi zdaj kar naenkrat že kar v redu. Ja, to se je rekla nacionalna klasa. No, seveda je to res, ne, ker ima gledališče moč, ampak to moč, to mehko moč, kot se temu reče v nekakvem sodobnem jeziku, pač nekih moči, ne. Ta mehka moč popolnoma neizkoriščena, neuporabljena, pisno na obrobju v tem trenutku, občutek seveda je neke ogroženosti ali kakorkoli. V resnici gre pa zato, da noben zna uporabiti gledališča kot v bistvu, mislim, reprezentativne umetnosti. Če se zanima to. Ja, pa to bi jih lahko zanimalo. Ja, pa jih ne, so jih delajo v tem. Ampak o tem bi bilo treba spregovoriti, no se zadnje, mislim, stavka pride sam. S kom, z unimi barvami, ko so se vse prepeljali, smo tudi še tri svoje sredstvo, tam so žal poslali v Pariz, da je pesemce piše, si vesela. Čakajte, ne se tako izmikati, ko smo velike odgovornosti, si govorili na začetku odgovornosti. Jaz mislim, da je dosti odgovornosti tudi na nam, da imamo mi tudi manevrskega prostora, obveščati javnost o določeni zadeve, ki ne delamo. Ne delamo to zaradi tega, ker se bojimo, da sredstvo ne bomo dobili. Mi se strašansko bojimo imena, imenovati, dragi moji, kdo je, kaj in torej. Jaz trdim, sam ne bom do konca šel, zato ker me lahko košta moje glave, da je pred kratkim v slovenskem gledališču se taka korupcija zgodila, v imenovanju spet nekoga, v gledališče, taka korupcija, ki se lahko stresiš, pred nami, ampak ljudje ne prepoznajo. Ne prepoznajo koruptivnega dejanja v nam. In zdaj, kdo je tisti, ki bi moral na glas pregovoriti? Jaz kot kolega to ne bom rekel, ker me koštajo določene stvari. Že tako pravijo, da imam predolg jezik. Ampak, govorim pa to s tabo, tako kot smo privatno, pa vsak intervju, ki sem tudi s tabo imel, upozarjam na določene stvari, da smo tudi mi koruptivni, da smo tudi mi delamo stvari, ki se ne bi smeli delati. Mi lahko rečemo, da ta reflektor, ali pa ta reflektor, ki ga ima Igor zdaj trenutno, da je 30 let star, da je tole za muzej, da nima ne luči, da nima ne tona, da se mu bajta razpada kot nacionalnem teatru. Kje so pa zdaj novinarji? Kje je pa zdaj javnost? Novinarji bi morali tisti, ki prepoznajo korupcijo, kdaj je bilo imenovanje, mi vemo, kaj je v Gorici zdaj dvakrat bilo imenovano, en Švasar pa en kamerman je prosil gledališče, a razumeš? Zato smo mi ustanovili, mi smo ustanovili za to društvo. A razumeš? Ampak, oprosti. Ne, takoj, samo minutka. Jaz, ker sem že bil v kritiki govoril, meni pa manjka v časopisih, v javnosti nekdo, ki piše, ki reče točno, zakaj imate vedno iste stole na odru, kje je scenografija,
Kje je iluzija gledališka? Zakaj nimamo več scenografije v teatru in tako naprej? Tukaj sem končal, ampak lahko bi še ne deloval. In mogoče so te teme res primerne za naslednji pogovor. Vidim, da si zelo, super. Bo nadaljevalo v neki drugi zasedbi. Če lahko sam prosti, eno stvar bom rekla, pa res zadeko manj. Da je takrat, ko je Zala, ko je društvo kritikov napisalo točno to pismo, da se punce ne morejo niti vzgajati, niti nič, zato ker to delajo res amatersko, iz navdušenja, ker plačane niso. Smo vsi, cela civilna, kaj smo že, civilna javnost, smo napisali in podprli to pismo. Jaz sem si sprintala in imam doma odgovor urednice kulturnega programa Dela, ker je tako ciničen, ker nisem dobila cinične dvojke nikoli v live nobenega tipa, ništa. To je tako fenomenalno cinično, kaj je odgovorila. Ne gre za to, jaz to govorim, da je to širši družbeni problem, ker preprosto kulturo, bom rekla umetnost, nekam meče, da jo sami sebi vrtimo in zato se razpada na to, na eni strani na zabavo, in na to, kaj že, kasaštikle in na drugi strani festivalom, ki so stampedo na trend. In vedno vprašanje neke elite, ki se je nekam postavila. Zato, ker smo popolnoma družbeno nerelevantni. In to tudi najbolj te ljudi, ki so v hišah in ki so bolj zoprni, kot so bili takrat, ko smo bili 10 let nazaj, pa 20 let nazaj, preprosto zato, ker čutijo, da so nerelevantni. Ne zato, ker manj nizke plače. To je to. Uliti smo, kaj? Hvala lepo vsem. Hvala vam, jaz pa obljubim, da bom na to temo